naši ukrepi grejo v tem smislu, kot ste slišali, da vsem bolnikom zagotovimo ustrezno specifično onkološko zdravljenje. In zato skušamo si res prizadevati, da ne bi tega virusa spustili na Onkološki inštitut, čeprav bo to zelo težko doseči ali pa želimo čim kasneje. V tem smislu pravzaprav delamo vse ukrepe, da bi to preprečili. Zato smo pravzaprav bolj restriktivni, kot je pa pravzaprav so navodila Ministrstva za zdravje ali pa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo, čeprav te dve inštituciji dejansko dajo zelo koristne priporočila in bi tudi mi apelirali, da prebivalstvo Slovenije ta priporočila upošteva. Zdaj, kje smo mi bolj restriktivni? Ko veste, mi nismo vstopna točka v smislu testiranja, zato pozivamo vse bolnike, ki imajo kakršnikoli respiratorni infekt, da ostanejo doma, če ni nujno, če so bili v kontaktu ali da so drugače rizični v tujini in tako naprej, naj takoj pokličejo svojega osebnega izbranega zdravnika, ki jih bo napotil naprej, ali je potrebno testiranje ali ne. Tisti bolniki, ki imajo pa resno respiratorno okužbo in ocenjuje osebni zdravnik, da bi moral se zdraviti na Onkološkem inštitutu zaradi drugega vzroka respiratornega infekta, za tiste pa prosimo, da jih vseeno prej testirajo. Če takšen bo prišel na Onkološki inštitut, ga bomo sprejeli samo, kadar bo res vitalno ogrožen, a ne takega ne. Tako da to je izjemnega pomena. Sicer pa velja, da tudi osebje, zaposlene, ki jih imamo, skušamo čim bolj racionalizirati, ker vemo, da bo lahko situacija, ko bojo zdesetkani, zato marsikdo vzame dopust, da bo lahko takrat delal pri nas, ko bo bolj potreben. Skušamo se čim bolj racionalno in čim bolj razumno obnašati in pa glede na to, da so naši bolniki imunoinsuficientni, kaj to pomeni, da imajo slabši imunski odziv, že zaradi onkološke bolezni, pa tudi seveda zaradi zdravljenja, smo zaradi tega moramo biti še bolj previdni kot ostali. Ampak gre vse za zaščito naših bolnikov in seveda tudi zaposlenih. Kako je zdaj z dopusti? Zdaj je pač ta čas, ko se ljudje vračajo iz Italije, še veliko zdravnikov je prav zaradi tega okuženih. Kako je z dopusti sicer? Ali smejo v Italijo, ali smejo iz Slovenije? Imate kaj v zvezi s tem? Glejte, tukaj smo mi pravzaprav sprejeli kar malo bolj strožja priporočila, naj zdravniki pa tudi ostalo osebje ne hodijo v tujino. To je priporočilo na državni ravni, mi pa še posebej apeliramo, naj to ne delajo. Če gre, potem seveda mora nekako upoštevati, da bo moral biti 15 dni v izolaciji. Ali pa, če ne gre za visoko rizično državo, potem pa se mora obvezno testirati, nositi masko, in če pa je sicer ima kakršnekoli kataralne znake, to se pravi znake respiratornega infekta, obvezno doma. Ker vse gre v tem smislu, da preprečimo ali pa zmanjšamo to nevarnost vnosa, da ne bi okužili naših bolnikov. Ali lahko pride recimo do kakšne zamude pri zdravljenju rakavih bolnikov, da nimo, ko je odkrit, ali pa pri samem odkrivanju, da bi zaradi tega recimo bolniki lahko utrpeli kakšno škodo? Glejte, mi si prizadevamo, da do tega ne bi prišlo. Ne moramo pa garantirati, da če bo stopnja 3, pri nas, kot temu rečemo, veste, da bo 70% ljudi okuženih, takrat pa dejansko bomo morali gledati tiste, ki bodo najbolj potrebni. Ampak zaenkrat, kot ste slišali že, vsak bolnik dobi zdravljenje, ki mu pripada oziroma ki je potrebno. In upamo, da bomo lahko to epidemijo, pandemijo, če hočete, kot ste slišali, nekako vzdržali brez škode za bolnika ali pa za čim manjše. Jaz bi se navezala na kolegico, omenili ste racionalizacijo zaposlenih. A vas je kdo sam poklical, da preventivno ostaja doma, ker je nekdo nekje bil, torej ali je nek manko zaposlenih že,
oziroma če vas vprašamo drugače, koliko ljudi je ta hip v službi, ker ste dejali, da bodo prišli na delovna mesta, če bodo česarkoli prišlo, ko jih boste res potrebovali? Ja, gledajte, apel je, nekateri so že doma ostali, zato ker so bili v tujini in smo rekli, od vrnitve do pojava na Onkološkem inštitutu, ko lahko pride dela, naj poteče 14-15 dni, so že vzeli svoje dopuste, a ne. Potem, kar se pa tiče tega, ljudje se sicer bojijo, da bojo porabili dopust, ampak gre za to, da dejansko računamo, da bo čez nekaj časa bolj potrebni, a ne, in ves dopust, ker mi imamo na srečo kar nekaj dopusta, a ne, ves dopust vendarle ne moreš v enem kosu porabiti, a ne, in tisto, kar ne misliš v enem kosu porabiti, ga lahko zdaj, a ne, ko še ni takšna huda, akutna situacija. Jaz bi pa še to vprašala, v ponedeljek se bojo zaprle vse šole, vrtci in tako naprej. Tudi to utegne prizadeti zdravstvene delavce, a ne, da ne bodo imeli varstva. Ste računali na to oziroma imate kakšen načrt pripravljen, kaj bo to pomenilo? Glejte, mi pravzaprav vse delamo tako, kako bi ravnali, če bi imeli 50% kader, a ne. In v tem smislu smo pripravljeni tudi na tako situacijo, ampak upamo, da bo to nekako tudi bolj umiljeno, da bomo lahko, da si bo marsikdo sorodniki pomagal in tako naprej, a veste, drugače pa nismo samo mi v tej situaciji, celotna Slovenija je in mi delimo usodo celotne Slovenije, a ne, države. In v tem smislu vemo, da je to velik izziv, a ne, ampak gledajte, z neko dobro voljo se bo marsikje lahko rešil. Vemo, da je nemogoče, da bi vsi ostali doma zaradi malih otrok.